Mogoče bi kar začeli pa na kratko gremo skozi to, kaj pa vse te skupine skupine, začeli povedati strani, in pa druga in tretja skupina, potem pa bomo še malo pa izgledati, ko bolj razpravljati, imamo še nekaj časa, to dvorano, v tej dvorani nismo časovno zakonjeni. Ja, za začetek pač samo ugotovimo, da je bilo časa malo, ampak malo smo načeli, tele teme. Tako da jaz mislim, da bo še se precej treba nekaj pogovarjati. Malo sem si označil prej na hitro zdaj, kaj bi poudarjali pri obeh vidikih. Izpostavljeno je bilo najprej strani MOL, da je seveda problem urejanja dreves, da so tudi težave, da je tudi seveda problematična ta velika med javnim zasebnim, kako pravzaprav manjka neka podlaga za urejanje na zasebnih površinah ali zlasti so problem seveda tiste zemljiško neurejene ali pa recimo nerešene zadeve. Potem v zvezi s tem je bilo izpostavljeno tudi iz slovenskih konic, da pač je različna očitki prihajajo, tudi eni so seveda tudi na temo lahko porabe javnega denarja za zasebno korist na nek način, če pač gre za vzdrževanje na zasebnih zemljiščih. Težave seveda, kako določiti prostore, ki se jih vzdržuje, skratka ta delitev, spet na to temo. Praksa po občinah je različna glede tega, kakšna podlaga je za to obstaja. In kako pravzaprav je bil še posebna tema, da se malo že veže, to je praksa iz Nove Gorice, se bolj veže na izvajanje, ampak v bistvu kako vključiti pač seveda tudi prebivalce, da bi se pač lahko sodelovali pri vzdrževanju in pač čutili to pripadnost, kaj je podlaga za to, na kakšen način je vpeljati. Potem, spet, pa v Kranjski Gori izpostavljena, da pač moramo se zavedati, da je privatna lastnina pač sveta pri nas, tako kot je nekako zdaj, bi rekel, družbena norma, in da so tukaj seveda vprašanje odgovornosti tudi, da skratka praksa pri njih je, da se vzdržuje na javnih zemljiščih in na pač zemljiščih agrarnih skupnosti, pa mogoče pa v glavnem se strogo drži lastništva kot kriterijev za vzdrževanje. Tudi pač za vprašanje odgovornosti. Da pa se prepoznava, recimo, tudi je bilo izpostavljeno v MOL in v Ljubljani v Celju, da se pozna neka dolgoročna strategija, kako pri tem načrtovanju in vzdrževanju. Potem je bilo v zvezi s tem kasneje, ki sem malo preskočil, je bilo omenjeno tudi seveda, da je med podlagami zelo pomemben katastar dreves, ki ga mnoge občine imajo. Zdaj, mogoče pri drugem delu, večji del razprave v drugem delu je bil pa bolj v tem izvajanju namenjen, se pravi, kakšno temam, ki se vežejo na samo strokovno delo. Pri čemer je bilo v primeru recimo podjetja TISA izpostavljene kratke pogodbe podizvajalske, kar v bistvu onemogoča nek razvoj dolgoročen, ker seveda kader, ki ga zato je pač zahtevno delo, pravzaprav se ne vzgoji čez noč in seveda, če želiš ti graditi na dolgem kadru, to traja, rabiš nekaj več časa, nekaj več gotovosti, problem pač kratkih koncesij. Problem je, da lahko izvajalci ali pa podizvajalci lahko pridejo neka podjetja, ki pač ponudijo nizko ceno in ni nekih kriterijev, kako bi se dali to pravzaprav z kakovostjo, kako bi se dali to zamejiti. In ko je škoda enkrat narejena, je se ne da več povrniti. Ena potem med rešitvami so bile mogoče pač izobrazba je en vidik, regulacija dejavnosti je drug vidik. Omenjeno je bilo, da se je sicer neka poklicna kvalifikacija za tole dejavnost negovalca dreves na višini zdaj vzpostavljena, če je tako pomagano. No, poleg regulacije dejavnosti je pa izpostavljen tudi nadzor, kot pač kvalificiranega arborista, kot pač ena od možnih rešitev, da tudi če izvajalec ni
perfekten, seveda ta nadzor lahko zelo pomaga. To pa je seveda to veliko zavedanje o zelenju nekako, ali kako rekel, treba vključiti v vse faze, že tudi pri načrtovanju, no? Da ni samo vzdrževanje problema, ampak da se problemi pri vzdrževanju pojavljajo, zaradi tega načrtovanje ni bilo v vseh fazah, od tega, da seveda se že pri samih idejnih rešitvah, pa seveda do izvedbi samih. Predvsem je to problem pri izvedbi recimo nekih komunalnih ureditev, ki recimo lahko dolgoročno poškodujejo korenine, pa se to pozna mnogo kasneje. Omenjen je bil en standard, ki 1820 smo si zapisali, jaz bodo nekaj več povedati, mogoče bo še par prišla v zvezi s tem, ki sicer ni vratno ni sprejet, vstaja pa. V zvezi s tem načrtovanjem je eno od pač načinov seveda postavljanje projektnih pogojev, ampak za projektne pogoje treba imeti pravo podlago. Spet smo primerni arborista kot eno od rešitev, morali zdaj upelje v prakso, da se pač daje to pri pogodbah, če se to razumem, narobe ste se zapomnili. Ja, za izkope, to smo že prej govorili. Pri izkopih, da se pač tam arborista pri komunalni. In to je bilo na koncu izpostavljeno, da je pomembno, seveda, da se z lokalno skupnostjo, s prebivalci, z dovolj zgodaj komunicira in skozi komunicira, da se jih obvešča o tem, kaj se bo počelo, kaj se in zakaj se počne to, ker seveda je to občutljivost, predvsem pri drevesih, zelo visoka in zato je pač pomembno to komuniciranje, to je bilo izpostavljeno tako v Demografski park, kot tudi v Celju. To je zaenkrat vse, ki smo se zabeležili. Ja, jaz nimam čisto podrobno, ampak naša skupina se je nekako uskladila ali pa imela in potem na koncu enotno mnenje v naslednjih točkah. Kar se tiče zakonodaje na državni ravni, smo se vsi strinjali, da je postavitev nekega osnovnega okvira z jasnimi pojmi na državni ravni, ravno okrog tega pojma, kaj urejanje, smo se malo zatikali nujna, da pa ne preveč podrobno in da je pa podrobnejše urejanje vsem prepuščeno občinam, ki to prilagodijo lokalnim razmeram, pač bil izpostavljen problem proračunov občin in pač kako se ta sredstva delijo in da neka zelo rigidna pravila na državni ravni lahko zadeve komplicirajo, kakor pa razrešujejo. Potem je bil izpostavljen tudi problem ali pa dejstvo, da je, kar je bilo tudi v predavanjih izpostavljeno na ravni te javne službe, eno veliko število deležnikov zavodov, ki imajo različne zahteve okrog izvajanja te javne službe in ponekod je sodelovanje zgledno, ponekod pa ne tako zgledno. Potem je bilo izpostavljeno tudi, da mora biti že na državni ravni, pa potem tudi nižje bolj poudarjen pomen te javne službe, da je pomen te javne službe premalo poudarjen trenutno. Izpostavljeno je bilo tudi, da imajo različne prakse, eni imajo vzdrževanje cest ločeno, vzdrževanje zelenih in javnih površin, nekateri tudi skupaj. Nekako je bilo enotno stališče, da se področje tako prepletata, da če to že ni enotna javna služba, da pa je nujno vsaj neko dobro sodelovanje med deležniki v teh javnih službah. In pa glede sodelovanja, srečevanja, izmenjave dobrih praks, vloge Zbornice komunalnega gospodarstva Združenj občin, je bilo pa enotno mnenje, da je tega sodelovanja zdaj bilo premalo, da je zelo pozitivno in da ne bi se s tem nadaljevali, kar je nekako potem se mi zdaj kot naloga za naprej. To. Nisem pa pogovarjala tako, bom kar začela tam, kjer si končal. V naši skupini smo pa mogoče začeli s tem, da so se pohvalna ta priložnost, da smo se srečali, da so nekako pripravili temu dogajanju, tudi strukturi tega, da je prisotna tukaj zbornica, da je prisotna država, da so tukaj
Mogoče podobno, no, skratka, razumemo, pomembno vlogo države, si jo tudi želimo, jo pričakujemo, tudi to pač namero države, da področje mogoče bolj precizno opredeli, pozdravljamo, da pa se vsi zelo nekako zavedamo velikih razlik med občinami in kraji in da bi želeli, da ne bi bilo preveč natančnih predpisov, ki bi potem v praksi pravzaprav ne delovale. Tako da to se pravi predpisi in to, kar vodi prakso, pa ne bo potem na ravni ali strokovnih podlag, ali smernic, nekaj, kar se pač tudi neko izmenjavo razvija, ne pa je zavezujoče absolutno edino vedino. Tako da v tem smislu potem tudi, kar se tiče cen, no, tudi cene so naprimer nekaj, kjer si občine ne predstavljajo tega predpisane cenovne politike od strani države, medtem, ko je pač ta razprava o tem, kakšni so stroški, kako je to pomembno, kako ta strošek pravzaprav prikazati, da tudi argumentirati pri teh pogovorih, z odločevalci, ko se denar išče, seveda na tem področju pa si pričakujemo ali pa bi potrebovali tudi kakšno podporo, tudi kakšno sodelovanje, da se tudi izgradi ta argument in način, kako se to prikazuje, vrednost dela, ki se tukaj upravi. To pač se iz te prakse, kakršna je sama po sebi, prenese tudi na vse te koristi, ki prinaša, to se jih mogoče ne vidi. Smo nekaj rekli, glede vloge države, mogoče je pač tudi bila omenjena vprašanje problema vodotokov, tudi eno polje, kjer občine nekako zaznavajo odsotnost države, ki ima nekaj pristojnosti za urejanje, ki pa so seveda z njega vidika relativno skromne, glede na pričakovanja, ki imajo prebivalci po urejenosti in potrebe tudi občin, tako da občine pravzaprav več odložujejo same, samostojno, ne glede na to, da v države pravzaprav ne dobijo tega povrnjenega, ali da država tega ne plača, če to njena pristojnost. Zdaj, odprto, ali pa omenjeno je vprašanje, vprašanje zasebnega, v tem smislu sigurno prvič spoštovanja, opozorilo, ki je pač naletelo na pozitiven odziv v tem smislu, da se zavedamo tega, da je pač prva pristojnost v javnih površinah, da je vsako poseganje zasebno stvar zelo konciznih rešitev, zelo pravne previdnosti, skrbnega premisleka, da pa v tej smeri se sigurno ugovarja. Tako na ravni posameznih občin prihaja do teh nekih, prihaja iz enega drugo polje, kot tudi na ravni izvajalcev in ta potreba je, da se o tem govori bolj sproščeno in več in da se išče rešitve. Se pa opozorilo od države v tej smeri se tiče, da je treba zelo previden, kar tradice poseganje zasebno so nekaj previde, da se je to v svetu čuvanje staj in zdaj in nismo veliki previden, kako se s tem spopada. Mogoče je posebej izpostavljena bila skrb za skupne zelene površine v stanovanjskih soseskah, kot neke površine, ki jih znajo prebivalci videti kot analogne gotovom, zasebnim gotovom in vprašanje tega, ali smo upravičeni kot občina, kot javna služba skrbeti za skupne stanovanjske površine v soseskah, če ne skrbimo za gotove, oziroma kako tukaj ta bremena razbremeniti, kako tukaj delovati, sigurno aktualna tema, ena občina je temo odprla, poznamo, da je otrok malo na tem hodu. Zdaj, ena zanimiv vidik je ta, da prebivalci več kot očitno povečujejo pričakovanja
in nekako pozdravlja tudi možnost, da se v tem smislu na zbornici, v takih dogodkih, mogoče tudi kar jeseni na tej konferenci, razvija v bistvu neke standarde, pa neke dobre prakse, no, ne standarde, pa neke dobre prakse, kjer slišimo tudi in si pomagamo na tem dogodkih. Mislim, da je priložnost taka, no, da imamo voljo, pa željo, pa potrebo še sigurno nekaj časa, da kaj komentirate, kako se čutite, kaj bi še bilo želelo mogoče dodati. Več kot dragoceno, no, glede na to, da je bilo to povedanega, pa vem, da ste tudi nekaj besede, kar nam je malo bil skrajšen čas za tale delovna skupina. Hvala lepa. Jaz bi malo izzival, seveda, ker smo tukaj prišli z nekim določenim namenom, oziroma, kako sem v začetku rekel, mi pripravljamo prenovo zakona o varstvu okolja in bi seveda radi to zadevo uredili na način, da bo seveda primerno urejena, da bo pokrivali eventualno pravne praznine, ko obstojijo, pa na način, da bomo vsi skupaj živeli v nekem urejenem, ne vem kakšnem okolju. Jaz se seveda strinjam z vsemi tistimi funkcijami preko javnih površin, zelenih ali pa ne zelenih, ki so bile omenjene. Seveda zakon o varstvu okolja pa tudi vsemu nek zakon, ki mu pač nek svoj predmet. In kot sem jaz razumel razprave, v tisti skupini, v kateri sem povzetke razprav, ki ste kolega omenila, bi seveda rekel, da je očitno na tej naši skupini bil najbolj poudarjen problem vzdrževanja oziroma problematika dreves, bodi si zlasti na zasebnih površinah. Seveda to je neka tematika, ki je vredno obravnavati, kot vemo, seveda je poseb na zasebno lastnino je pravno seveda dopustno, sam mora biti v nekem razumnem kontekstu, oziroma pač tako, kot je tu kolega za Kranjske gore rekel, če bi država prevzela neko nas neko odgovornost, da v zvezi z vzdrževanjem dreves na zasebni lastnini določa neke pogoje, daje soglasje, je seveda razumno razmišljati po to neki polici odgovornosti, ukoliko bi, na primer, teoretično vlada ne dala soglasje za to, da se neko drevo posega, potem bi pa tisto drevo padlo in neko zvučilo škodo. Skratka, to je nek primer, ki si bude zasluži, bi rekel, najbolj vsebinsko obravnava, zato ker se vsi verjetno zavedamo pomena dreves v naseljih, po drugi strani seveda neko pravno razmislek s tem povezati. Vendar drugo, kar se mi zdi, kar sem uspel povzeti, pa bi videl vaš odziv je na to, da bi bilo verjetno, tako kot zdaj piše, urejanje in čiščenje javnih površin, je verjetno problematika, ni bilo čiščeno, problem je seveda v urejanju. Zato smo videli, da je pač urejanje nek pa strukturiran pojem. Je bil da v skratka v kontekstu prenove zakona o varstvu okolja potrebno neko razmisliti, ali je urejanje javnih površin v resnici predmet zakona o varstvu okolja, ali je to predmet zakonodaje, ki se pač ureja zakonodajne področje urejanja prostora. In da bi, na primer, to so seveda delovna teza, ker bi rekel, da bomo zakon pripravili, takrat bi seveda rad slišal odziv, ko bo nekaj osebina narejena, bi rad slišal odziv tako vseh treh skupnosti občin kot vrst oziroma gospodarskih zbornic, s tem v zvezi, in verjetno kazalo povedal, kaj so izličinsko delovna teza reči, da bi ta gospodarska javnost morala bila vzdrževanje in čiščenje javnih površin, in bi potem v zakonu sam bolj precizno povedal, kaj seveda obsega, da ne bo dvoma, da ne bo tudi zakon ne bi definiral obseg naloge gospodarske javne službe. To je eno. In tisto, kar je očitno, se mi dozdela, pa upam, da sem prav povzel, gre na to, da država na koncu že odkar se ureja ta problematika v tej državi, se pravi, verjetno še z Marije Terezije naprej, pa do zdaj ni nič predpisovala, ampak je vse to ostalo in stoji na ramenih občin, ker vem, da so občine očitno samostojno sposobne preko teh stvari urejati, da naradi pravnih predpisov, preko kaj je kako čistiti državno površino, in da naradi tudi državnih predpisov, ki bi določila, kako bi vplivala na ceno te storitve, jaz rekel preko zaradi tega, ker uporabnik te storitve ni individualiziran, nek kolektivni organ, vsi smo uporabniki te storitve, ker pomeni, da se ta storitev plačuje iz javnih nalog, ki pripadajo
način ni tako, kot je v smislu voda, kot mora jaz pačati in potem razumljeno in regulacije cene v mestu. Skratka, da bi, če pozame, da bi nastavno tudi zakonu zapisane, da vlada nič ne počne, ne, on ima to domače povedano, da odgovornost, da predpisovanje, ne, vsega tega, kar pač, tisto, kar smo videli na primeru mestne občine Celje, ki je kolegica na nek način povzemala s občinskim blok, je to v resnici stvar občine sama, tako kot se tudi razumel kolegico, ker pač občina sposobna pač te stvari, da bi jih to je, skratka, da pogrešate, a pa občine ne pogrešajo nekih državnih predpisov. To bi bilo tisto, kar je mene, kar me zanima, če sem dobro razumel v današnje razprave. Hvala. Mene pa sem to zanima, če že govorimo o čiščenju javnih površin, kako ostali gledate na čistilne akcije, katere se vsako leto organizirajo po občinah, oziroma so občine tisti koordinator, ki potem združujejo ostale društva, zavode in tako naprej. Kako je to tretirano, če gledamo, da je to nek poseg v zasebno lastnino, če mi pobiramo smetke po javnih površinah in hkrati tudi po gozdovih in hkrati tudi o vodah in tako, kako gledate ostali na to? Mi nimamo s tem nobenih posebnih težav. Dejstvo je, da to lahko seveda v nekih čist drugih kontekstih lahko povzroči nek prav problem. Ampak mislim, da je ta problem rešen v uredbi o odpadkih, ki takšne akcije seveda dopuščane. Ker drugače s to formalno gledano bi pač zbiralci odpadkov, ne, za zbiranje odpadkov moče imeti neko potrdilo, ampak se zakonodaje ne gre tako rigidno. Take akcije seveda dopuščane. Zdaj preko pobiranje odpadkov po zasebnih gozdovih, po zasebnih površinah, ne vem, da seveda hvale vredno, ne, ker če lastniki tega niso sposobni narediti, ne, upam, da ni lastniki primitivno nasprotno. Ampak to na nek način lahko. Mislim, mi bi lahko imeli problem zaradi tega, ker je po zakonodaju glede odpadkov, izjemno strogo. Pač to je neka dejavnost, ki je na evropski ravni najbolj regulirana, kar nekaj direktiv je, ampak tudi te direktive omogočajo taka dejanja, tudi kaj se v okviru Rdečega križa ali pa šole, je čistilna akcija ali pa zbiranje akcije, kaj je šole. To je dopustno in to je na nek način tudi urejeno. Jasno, da kakšne probleme ste imeli, ko imam občutek, da imate nekaj zapovedati še. No, zdaj, če sem že to izpostavila, bom pa povedala, zakaj. Zaradi tega, ker se nam enkrat, ko smo imeli tako čistilno akcijo, pojavili, da nas je en gospod poklical in nas je obtožil, da smo mu neko zadevo odstranili z parcele, ampak to je bilo smetenje, ker je pa tista skupina aktivistov se v tem delu nahajala, so pač odstranili. In on je takrat to smatral kot posebno njegovo zasebno lastnino. Sicer smo rešili to, ampak jaz sem to zdaj izpostavila kot vprašanje, da bi če imajo ostali prakso s tem. Ja, jaz bi lahko zdaj samo malo pokomentiral to vaše mnenje z ministrstva, češ da vas to nič kaj ne tangira, ne, ampak vam bom malo žogico vrnil, ne, isto vas tangira pa to, kar smo se tudi nekje v eni delavnici danes dotaknili. Namreč gre za urejanje brežin vodotokov, ki zelo kazijo krajino oziroma naselja in pa vplivajo na krajino z tujerodnimi vrstami, ki se tukaj najbolj razraščajo. Poleg tega so še pa druga ministrstva, recimo sklad kmetijskih zemljišč, ki tudi ne skrbi, predvsem v naseljih ima neka zemljišča, ki so kmetijska in jih občina nima v lasti oziroma v upravljanju in jih celo tržno dajo najem raznim zadrugam in neformalnim skupinam, te pa potem zopet, ker niso vešče nekega obdelovanja, dopuščajo, da se tuje rodne vrste razraščajo in imamo cel kup težav. Ali pa tudi pri kmetih, ki obdelujejo polja, vendar ob bromki pa ostajajo zopet tem tuje rodnim vrstam zelo naklonjene. Tako da mislim, da tu je občina nemočna.
in imamo veliko težav s tem, predvsem mislim, da tudi se moralo ministrstvo na tem zamisliti in je potrebno to nekako v zakon, vseeno vse to, kar so drugi upravljavci, ali naj to upravljajo, ali pa naj dajo nam ta denar, pa bomo bistveno cenej in boljše naredili. Če smemo govoriti, ta zadeva v zvezi z vodami, ne, in vodotoki je urejeno v zakonu o vodah. Vzdrževanje vodotokov, bregov, bližine, vsega tega rasti, zarastja, čiščenja in strojevanje plavin, plavanja na plavin, vsega tega, to je gospodarska javna služba, ki je organizirana na ravni države. Občina s tem v zvezi nima nobene pristojnosti, razen kadar bi hotela, ampak kar se tiče urejanja voda, predvsem zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda. Samo to je resnic za celoti skrb države. Kako pa ta država skrbi, zato je to seveda drugo vprašanje. Je ravno povezano z denarjem, ne nazadnje se je tudi priučitvijo, ki je sploh vodotoki so, ki so različne počnega naloga, ki je v resnici dodelitve zakona o vodah leta 2000, naprej ni bila do konca speljana, so se rešili zdaj ne vidi, se voda različne v resnici. Ampak hočem reči, pa ni neurejeno. Pravno gledano to urejeno, drugo pa je seveda kako se pač izvaja. Zdaj, kar se pa tiče zemljišč, ki so v lasti, sklada kmetijskih zemljišč z novne in nove možnosti, seveda zdaj ministrstvo ni pravi naslovnik za to tematiko, da to pač ministrstvo preko za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tudi sklad deluje na nekaj čedelnika pokrije, čeprav je pač samostojna gospodarska družba. Jaz bi samo tu na vaše besede v zvezi z vodotoki. Drži, mi nimamo pristojnosti, imamo pa težave. Namreč problem pri teh zakonih o vodah je v tem, da vodotok oziroma zemljišče vodotokov tretira enako v odprti krajini kot v naselju. In standard vzdrževanja teh zelenih površin, ki so ponekod v našem primeru praktično ogromne, ne more biti takšno, da se enkrat na leto pokosi, ker ne gre. In potem imamo praktično težave z občani, v končni fazi pa z stroški, če bi se k temu lotili urejati. Mislim, da bi trebalo razmejiti, bom rekel, vodotoke v krajini pa v naselju, nekaj podobno. Bomo povedali kolegom, ki se ukvarjajo z urejanjem vodami. S tem smo imeli že takrat so zakon vodo delati. Predvsem tudi ta problem razmejitve, se veste, kaj se Ljubljana teče do Vrhnike, pa do Tunke dol, ki teče v Savo, malo teče pri Rami, malo pa teče skozi naselja v Ljubljani, če primer. Zdaj, kako razmejiti pristojnost, da bi ljudje, ki bo vsega naprej za to skrbela, občina, naprej gor država, to bi bilo verjetno zelo naporno razdeljevanje vprašanja, če bi bilo tudi bolj učinkovito. In pa seveda je določen problem. Jaz sem prej pozabil omeniti, da imajo tudi lastniki seveda zemljišč v brežnih, pa določene obveznosti stališča preko vzdrževanja za rasti in vsega tega. Čelan, ste resni tema, ampak očitno imamo občine res problemi s tem vodotoki. Čisto konkretni primer, ki ste rekli, da je težko razmejiti. Vodotoke naj bi država urejala, naj bi dejala denar. Ko je pa treba najti izjemo, da država ne da denar, pa takoj najde izjemo, da tam, ker je pa pod mostom, mora pa vzdrževalci ceste to urediti. Tako da izjeme so in jih takoj država najde. To pomeni, če bi pa en klot šel 2 metra nižje po vodi, bi pa mogla država narediti. Takrat, ker pa mogoče lik pod mostom, pa reče občino naj naredi, kaj se je upravljalec mosta. Tako da. Še vrnemo kaj, da ne bomo se skupaj pogovarjali, da zdaj samo nagovarjamo državo in nalagamo naloge, ki da si piše minister, kaj mora vse na ministrstvo odpreti. Mogoče še pač vsem nekako končamo v tem smislu, te pobude za združevanje in za pravzaprav razvoj, strokovni razvoj, če pošli razvoj dejavnosti, pravzaprav ne rabi ključno najprej zakonskih sprememb. To ste si verjetno, smo vsi verjetno zato bi samo deluje dejavnost, če bi še drugi. Lep pozdrav, Kristjan Mala Kran. Jaz bi lahko rekel, da sem meni bila ta delavnica danes, ki smo imeli te dobre polurce, mislim, izredno zanimiva, mislim, ker smo se srečali dejansko z nekaterimi problemi, ki imamo pač vsi, in občine in izvajalce smo bili na eni strani.
moram reči tudi pohvaliti gospoda Rozmana z zbornice za en tak, se pravi, res pogovor, ki smo ga imeli. In jaz mislim, da bi bila to praksa, rečemo, mi imamo vzdrževanje v mestne občine Kranj. Seveda, na eni strani imamo večje občine, potem imamo pa veliko število manjših občin. In dejstvo je, da se nekateri soočajo s takimi problemi mestne občine oziroma večje občine, imajo pač drugačne zadeve in tudi drugače urejeno, regulirano in tako dalje. Tako da jaz mislim, da tle sta dejansko dva segmenta, ko bomo tudi ministrstvo malo razmisliti, se pravi ne, da neka, ne vem, občina Kostel z 250 prebivalci ima nek isti standard, kot rečemo, ne vem, neka mestna občina Kranj. Na drugi strani je pa dejstvo, da preden bi bilo v neko zakonodajo, v neke te smernice, mislim, jaz mislim, da so pač take delavnice dejansko ena spodbuda za pomoč za ministrstvo, za zbornico, se pravi, da se primeri dobrih praks, slabih praks prav upoštevajo, vidijo, ker je dejstvo, no, se mislim, na lokalne ravne srečimo, rečemo včasih imaš na občini pogled, bolj strogo smerjam v nek del, ki je reguliran in zakonodajen in vse ostalo, medtem, ko mi izvajalci, ne vem, on nas pokliče, mi bomo zleteli narediti, mislim, se mi ne vidimo nekega problema, ampak seveda potem se pa pač problemi včasih pojavljajo. Tako da jaz mislim, da tle bi bilo treba, no, da ne bomo pač toliko strogo omejeni, ne vem, zakonodaja na odpadkih, ste rekel, na eni strani in na drugi strani pa katastrofa. Tako da, in tle se pač soočamo s temi problemi, predvsem rečemo javna podjetja, tudi ostala podjetja, ampak mislim, da javna, ker imaš pač vpliv še seveda lastnika, ki je pa dejansko občina.